Juhej Slovenija, živijo! Iz bivaka pred Slovenskim planinskim muzejem se zopet javljam in malo razmišljam. Tale nedeljski dan je ravno pravšnji za malo bolj globok razmislek, kaj in kako se bomo organizirali naprej, kaj bomo počeli. Verjamem, da je marsikoga v turistični destinaciji Kranjska Gora, v Julijskih Alpah ali pa nasploh v Sloveniji strah, kaj se bo zgodilo s turizmom, ali bo preživel, ali pa bo ta pomembna gospodarska panoga doživela svoj zaton. Ampak, veste, bolj ko razmišljam, bolj sem prepričan, da smo lahko optimisti, kajti turizem je del nas, od nekdaj, preživel je že marsikaj in tudi tokrat bo. In zdaj, če lahko rečemo, da se Slovenci zavedamo samega sebe, več ali manj od polovice 19. stoletja, od čitalnic in taborov naprej, lahko tudi rečemo, da smo tudi usporedno z narodno zavestjo razvili tudi turizem. No, saj Slovenci smo se s turizmom ukvarjali že prej, v času, ko smo bili razdeljeni na številne habsburške dežele, poznali smo romarski turizem in pa od leta 1370 dalje naš slovenski romarski kraj Svete Višarje, kamor so takratni romari, torej prvi turisti, zelo pogosto in radi hodili. Začetek sodobnega turizma velja za mnogo kasnejši čas, takrat, ko je železna cesta prišla v naše dežele, ko so zgradili železnico, najprej povezavo med glavnim mestom cesarske Avstrije, Dunajem in pa med glavno luko, med Trstom. Trasa je šla čez območje Slovenije in to je za vse Slovence pomenilo kar en pomemben turističen razvoj. Potem pa so zgradili še dodatne železniške povezave, ena od njih je šla tudi skozi Zgornjesavsko dolino in to je pa potem zagotovo dal zagon, veter v jadra in zalet za razvoj turizma. No, ampak ni bilo vse samo rožnato, doživljali smo težke čase, preživeli smo 2 svetovni vojni in tudi pred 100 in še kakšno leto dlje nazaj smo preživeli špansko gripo, terjala je mnogo več žrtev, kot jih bo najverjetneje korona, turizem je pa preživel. In jaz verjamem, ko bo vsega tega konec, bo težko, morali se bomo organizirati malo drugače, morali se bomo prilagoditi, ampak vseeno z majčkom podjetniške žilice, z obilo dobre volje in pa s pravim kekčevim pozdravom, juhej, bomo zmagali in turizem bo obstal, mi pa prav tako. Kajti dokler bo Triglav ponosno štrlel v nebo, dokler bodo Alpe obsijane z večernim soncem in dokler bomo lahko v avgustu zaduhali, zadihali prelepo Jadransko morje, se sprostili ob kapljici terana, ker bomo lahko odšli v naše toplice med zdravilne vrelce, če nam bo pa prevroče, se bomo pa spustili v slovensko podzemlje, v naš kraški svet. Vse do takrat, dokler bomo vse to imeli na voljo, se nam ni treba nič bati, kajti za pridne roke je dela povsod. Ostanite doma, ostanite zdravi.